formulacije EC in močila in adjuvanti pridejo na koncu. To je vrstni red, ki se ga morate v praksi, kadar uporabljate več sredstev. Pomembno, ker, če boste na primer prvo EV formacijo veliki, imamo en pripravek samo registriran, zdaj še en pišel, ki ima registracijo deci pa pol, ta mapa, ta rastlina ima običajno 100 kvadrata, 10x10 prostora zasede krožnja. Kaj moramo seveda videti? Da, če imamo nasad tak, kot je bil prej, je običajna gostota 9x9 kvadratov, 81 kvadratov in tu pride na 120 dreves na hektar. Ali največ 10 ml menzure, ki nima 1 cm debel fin. Kaj se tukaj seveda dogaja problem? Da PFS teče po steni in da seveda to, kaj je steklo na steni, ni zvaljivo, koliko je ostalo na steni, ker ne morete direktno noto biti. Tega ne morete z neko avtomatsko pipeto ali z kapalko potem, ker tudi tam bo ostalo na stenah. Problem je seveda tudi taki, kako to zmešati, pa potem dejansko, kako takšno ekroveto očistiti pri takšnih majhnih količinah. Ampak to je de facto količina, ki gre na eno drevo, nič več. 2 ml. Prav zdaj tega smo to naredili, povedate, lahko si pomagate pa razmešate v merilne valje, ampak potem tudi ta merilne valje večkrat zaporedno prati. Plus tega morate potem še vaše rokavice, kaj se pravite, da pri takih malih količinah, pa pri takih škodljivcah to izredno tekati, ker, bom rekel, za take zadeve bi morali imeti tako vago. Taka vaga sicer vas pride nekaj 500 evrov, in jo imeti na stalnem mestu, kaj je take sulfoniste čistke herbicide, kot so harmoniji, tavrat, morali raztehtati, po domače rečeno.